Če Iran pade, ali Bližnji vzhod nenadoma postane bolj miren? Na žalost je odgovor na to morda ne. Pravzaprav so lahko islamistične države, ki želijo zamenjati Iran, celo bolj nevarne kot njihov predhodnik. In kar jih dela tako problematične, je to, da se pretvarjajo, da so zahodni zavezniki, hkrati pa želijo izkoristiti Zahod za prevzem nadzora nad Bližnjim vzhodom. Nafto, trgovino in vse, kar sodi zraven. Ta teden so dali javno izjavo, ki to dokazuje. 7. avgusta so Saudska Arabija, Turčija in Pakistan v Meki podpisali skupni obrambni sporazum. Sporazum določa, da se oborožen napad na katerokoli od njih šteje kot napad na vse tri. Na prvi pogled se zdi, da gre za potezo, s katero želijo preprečiti napad Irana nanje. A v resnici je to veliko večje od tega. Vidite, Iran hitro izgublja svoj status največje grožnje na Bližnjem vzhodu. Stvari se spreminjajo in to zelo hitro. In islamistična oporišča Bližnjega vzhoda želijo zagotoviti, da bodo naslednji oni tisti, ki imajo nadzor. Ta sporazum naj bi to utrdil, vendar so te države nevarne in so zelo nezadovoljne z Zahodom. In to je podtekst tega sporazuma. Dobrodošli v oddaji Mirakaj na JNS TV. Pogovorimo se o tem, zakaj je to tako pomembno. Torej, od 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, da bi odstranila njegove jedrske zmogljivosti, Perzijski zaliv neprenehoma gori. Iranske rakete in droni so večkrat napadli saudijsko naftno infrastrukturo. Napadi Hutijev so ustavili ladijski promet, ameriško varnostno jamstvo, ki naj bi vse to preprečilo, pa v resnici ni delovalo. Če ste se kdaj vprašali, zakaj je Bližnji vzhod tako zadovoljen s toliko ameriškimi bazami tam, je to deloma zaradi tega. Desetletja so Združene države in te države podpisovale sporazume, ki so zagotavljali, da bo Amerika, če in ko se bodo razmere v regiji zaostrile, tem državam pomagala braniti se pred konflikti, v zameno pa so ZDA dobile besedo pri tem, kaj se dogaja. Zato so baze obstajale, zaradi tega so bile tam. Toda ko se je ta konflikt zaostril, so države, v katerih so bile ameriške baze, postale glavne tarče iranskih napadov. Saudska Arabija je opazovala dogodke, ki naj bi jih ameriška vojaška prisotnost izrecno preprečila in ugotovila, da je popolna odvisnost od Washingtona kot strategija postala neučinkovita. Ni pomagalo, da so mediji zasmehovali Trumpa, kar je opazil tudi Bližnji vzhod. Torej, Saudska Arabija je začela ustvarjati nova zavezništva, ki bi lahko bolje delovali in preprečili, da bi jih Iran vpletel v konflikt. Iran mora biti zadržan, za kar obstaja več razlogov. Najprej, ker Iran nadzoruje drugo stran Hormuške ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte. Če bi Iran lahko zaprl ožino za ves promet in plovbo, bi bila saudijska ekonomija v resnih težavah. Že zdaj je v resnih težavah, saj vizija 2030 ne poteka tako dobro, kot so upali, vendar je odvisna od stabilnega izvoza nafte in stabilnih trgovinskih poti. Iran pa je to ogrozil. Drugič, to je slabo za poslovanje nasploh. Naj bi bili nova podoba varnega islama, turistično središče, kraj, ki ga želiš obiskati, a to zdaj ne velja več. Napadajo jih in ta podoba prihodnosti Bližnjega vzhoda ni videti dobro. In poleg vsega tega je Iran tudi glavni regionalni tekmec Saudske Arabije. In razumeš, zakaj si res želijo, da Iran ne bi bil več problem. A dokler se to ne zgodi, želijo, da jih Iran preneha napadati. In zato so začeli pogovore z drugimi akterji v regiji, ki bi lahko učinkoviteje odvračali Iran, kot so to storile ZDA med tem konfliktom. In tu pride do dogovora s Pakistanom in Turčijo. Dogovor določa, da bi bil oborožen napad na katerokoli od teh držav obravnavan kot napad na vse tri. Gre za vzajemno obrambno zavezo. Poleg tega celotno besedilo dogovora še ni bilo objavljeno. Prav tako manjkajo tehnične podrobnosti, kaj to pravzaprav pomeni. Da, napad bi bil obravnavan kot napad na vse tri, vendar ali bi to države tudi obvezovalo k odzivu? To ni tako jasno. Vidite, to je pametno, ker zveni zelo podobno kot zaveza NATO, na katero smo se navadili. 5. člen NATO določa, da se oborožen napad na eno članico šteje za napad na vse, vendar je drugi stavek tisti, ki je pomemben. To države obvezuje k odzivu. Na to ima 40 let. Integrirane vojaške infrastrukture, poveljniške strukture, obveščevalne sisteme, opremo in protokole, ki omogočajo, da 5. člen dejansko deluje in je izvedljiv, ko se ga uporabi. Toda tukaj temu ni tako. Ta obveznost odziva ni del tega sporazuma. Zato ta sporazum pomeni veliko več kot le tehnične podrobnosti. Seveda je to tudi signal Iranu in svetu, da smo zdaj mi, Turčija, Saudska Arabija in Pakistan usklajeni in da smo izbrali svojo stran. In načrtujemo, da bomo uporabili moč vseh treh držav, da odvrnemo vsakršen napad na nas. Vendar pa ne gre samo za odvračanje. Razlogi za to sodelovanje so veliko globlji od tega. Iranski del je le izgovor, ki ga uporabljajo za legitimacijo tega. A to bomo razčlenili čez trenutek, saj moramo najprej razumeti, zakaj prav te tri države.
Za Savdsko Arabijo je to precej jasno. Pred tem dogovorom je morala Savdska Arabija, kadar je želela pogajati z Iranom ali sprejemati odločitve o Bližnjem vzhodu, upoštevati, kaj želi Washington. ZDA so bile edino resno varnostno jamstvo, ki ga je imela Savdska Arabija. Zato je Savdska Arabija prosila za dovoljenje in se usklajevala z Washingtonom ter morala sprejemati odločitve glede na časovni okvir in prioritete Washingtona. To še vedno drži, vendar ima zdaj Savdska Arabija nove potencialne partnerje. Turčija ima vojsko, Pakistan ima jedrsko orožje. Če želi Savdska Arabija pogajati z Iranom ali ukrepati proti iranskim grožnjam, to lahko stori ob zavedanju, da sta v enačbi tudi Turčija in Pakistan, kar pomeni, da Savdska Arabija za ukrepanje ne potrebuje več le ameriške podpore. Ampak spet, to je le izgovor. Ta sporazum omogoča Savdski Arabiji, da se uveljavi kot voditeljica zalivske regije. S tem, ko je gostila ta podpis v Meki in združila 3 najmočnejše države z muslimansko večino, Savdska Arabija svetu sporoča, da ko gre za varnost na Bližnjem vzhodu, smo mi tisti, ki vodimo in sprejemamo odločitve. Mi smo obraz regionalne stabilnosti, ne Iran in ne Izrael. In njena diplomatska moč in regionalno vodstvo imata vpliv. To spreminja, kako druge države vidijo Savdsko Arabijo in kako Savdska Arabija vidi samo sebe. Celoten dogovor ima 2 plasti. Prva plast so vojaške razlage, vendar pa je v ozadju tudi to, kaj želijo te države sporočiti svetu. Bodite pozorni na to. To ne pomeni, da so ZDA tukaj izrinjene. Sploh ne. Pravzaprav obstaja veliko dokazov, da so ZDA podprle ta dogovor. Trump in njegova administracija sta bila glede ene stvari zelo jasna. Združene države ne morejo in ne bodo več stalni varnostni garant za Bližnji vzhod. Novo ameriško vlogo strateginje imenujejo integrator, ne pa garant. To pomeni, da bodo ZDA zagotovile tehnologijo in obveščevalne podatke, gospodarska partnerstva ter diplomatsko podporo vsaki regionalni sili, ki bo sama reševala svoje varnostne težave. Namesto da ameriške čete branijo Savdsko Arabijo, se Savdska Arabija brani sama z ameriškim orožjem, ameriškim usposabljanjem in ameriško podporo. To je zelo tvegana strategija. Trump je Savdsko Arabijo izpogajal 30-letni sporazum o jedrskem sodelovanju, ki je pogojen s tem, da Savdska Arabija normalizira odnose z Izraelom, kar je vzvod, ki ga potrebujejo, da bi tveganje nekoliko zmanjšali. Washington pravi: zgradite svojo lastno varnostno arhitekturo, vendar to storite v skladu z našimi interesi. S Turčijo, ki je v NATO našo zaveznico, s Pakistanom, ki je na nek način partner pri zadrževanju Irana in ohranjanju regije usklajene z Zahodom. ZDA želijo, da bi Bližnji vzhod lahko reševal svoje lastne probleme in si prizadevajo pomagati oblikovati te dogovore, vendar pa želijo ostati zunaj njih. Igra na dolgi rok ustvarja odvisnost, da bi jih poslušali, hkrati pa tudi neodvisnost, da jim ne bi bilo treba biti vpleteni. To je res nevarna igra in je podobna tisti, ki jo igrajo v Izraelu. Na prvi pogled se morda sliši dobro. Savdska Arabija premaga Iran? Odlično. A žal temu ni tako, saj je izbira partnerjev tukaj zanimiva. Izbrali so 2 zaveznika, ki sta v svojem bistvu proti Zahodu. Čeprav je njuna strategija bolj prefinjena kot iranska in to zelo dobro skrivata, ta 2 zaveznika pa sta Turčija in Pakistan. Turčija si prizadeva postati naslednja voditeljica islamskega sveta. Niso pozabili slave osmanskih dni, ko so imeli nadzor in si to želijo nazaj, a tokrat so pametnejši. In da bi to dosegli, želijo najprej pridobiti legitimnost v očeh zahodnih držav. Zato se pridružujejo NATO in podobno, o tem smo že govorili v prejšnjih epizodah. Ta dogovor jim daje status in napoved, da bodo del skupine, ki bo naslednja vodila Bližnji vzhod, ter zagotavljala dejansko varnost in vojaško infrastrukturo. Seveda pa dobijo tudi svojo lastno širitev vojaške industrije in strateško svobodo. Turška obrambna podjetja bodo imela koristi od razširjenih poslovnih priložnosti, ko se bo zavezništvo razvijalo. Turčija pa lahko zgradi vojaško strukturo, ločeno od NATO, ki ni omejena z NATO-vimi postopki glasovanja. Turčija je članica NATO, NATO pa ima še 30 drugih članic. Torej, kadarkoli želi Turčija sprejeti vojaške ukrepe ali odločitev, mora dobiti odobritev teh 30 drugih članic. Mnoge od njih imajo drugačne prioritete kot Turčija. Ta sporazum omogoča Turčiji, da deluje neodvisno, kadar se za to odloči, brez potrebe po odobritvi NATO. Turčiji to ni všeč, vendar se tudi ni pripravljena temu odpovedati, saj to zagotavlja zavezništvo z državami, s katerimi je sicer naravni sovražnik. Kaj torej naredijo? No, če Turčija zazna grožnjo in mora odreagirati, Turčija lahko to stori prek tega pakta s Savdsko Arabijo in Pakistanom, ne da bi se morala najprej pogajati s svojimi zavezniki v NATO. To je izjemno nevarna poteza za svet in nekaj, na kar bi morali biti vsi pozorni. Povedali smo vam, da je Turčija problem in da namerava izkoristiti NATO. Pravzaprav niso zares njegov del in to je dokaz. Turčija ima zelo nevarne ideologije, ogromno vojsko in sposobnost resnično širiti islamistične ideologije, kar je nekaj, kar morajo vsi razumeti. Njihova pridružitev temu sporazumu ni naključje in mimogrede, tudi Pakistan ni naključje.
Pakistan se vključuje v nastajajočo varnostno arhitekturo Bližnjega vzhoda, hkrati pa je kitajski zaveznik in ameriški partner. Pakistan lahko zdaj Washingtonu sporoči, da je resen, koristen regionalni igralec in tako doseže, da jih Trumpova administracija posluša, ker vedo, da želijo, da zavezniki prevzamejo del bremena. Trump želi, da zavezniki rešujejo svoje težave sami, namesto da vedno prosijo Ameriko za posredovanje. Pakistan pa lahko na ta dogovor pokaže kot dokaz, da krepijo skupno regionalno odvračanje v zvezi z Iranom. To jim daje veliko pogajalske moči in tudi argumente, ki jih lahko uporabijo, če se odnosi ohladijo ali če mora Pakistan Washingtonu ponovno pokazati, zakaj je pomemben v regiji. Pakistan ima tudi na milijone izseljencev, ki delajo na Bližnjem vzhodu in so odvisni od tamkajšnjih zaposlitev. Bližnji vzhod prav tako priročno zagotavlja večino pakistanskih uvozov ogljikovodikov. To zavezništvo pa Pakistanu omogočajo, da ima besedo pri sprejemanju odločitev na Bližnjem vzhodu. To ščiti gospodarske interese Pakistana v regiji in znova dokazuje, da niso več le prijatelji z močnimi. Oni so zdaj tisti močni. In v svetu islamistov na Bližnjem vzhodu je moč najpomembnejša stvar, ki jo potrebuješ. Ali vsaj vtis o njej. Nismo niti omenili, da ima Pakistan jedrsko orožje, zaradi česar si Saudska Arabija želi, da so vključeni v dogovor. Ta pakt združuje 3 najmočnejše države z muslimansko večino. Saudsko Arabijo z bogastvom, geografijo in najsvetejšimi kraji v islamu, Turčijo z drugo največjo vojsko v NATO in desetletjem neposrednih vojaških posredovanj, kar dokazuje, da bo dejansko premaknila vojsko. In Pakistan z jedrskim orožjem ter vojsko, ki je dejansko sodelovala v vojnah. Skupaj predstavljajo drugačno središče moči v muslimanskem svetu, kot je kadarkoli obstajalo. Ko sem rekla 3, jih je v resnici 4, saj še nismo omenili Egipta, vendar brez skrbi, tudi oni se pogovarjajo o pridružitvi temu dogovoru. Ta dogovor je nastal v senci morebitnega padca Irana. Iranski režim je oslabljen, morda nestabilen, in če se stvari nadaljujejo ali če pride do dramatičnih sprememb, se bo struktura moči na Bližnjem vzhodu kmalu spremenila. Saudska Arabija se pripravlja na ta trenutek. To se pripravlja že dolgo časa. Po besedah vpletenih strani to sploh ni novost. O tem se pogovarjajo že zadnji 2 leti, kar postavlja vprašanje, zakaj prav zdaj, razen zaradi priročnega trenutka, ko bi Saudska Arabija lahko podpisala jedrski sporazum z ZDA. No, ta pakt sporoča regiji, ko se vpliv Irana zmanjša, mi bomo tiste države, ki bodo zapolnile ta prostor. Mi bomo tiste, ki bomo imele moč. Mi bomo tiste, ki bomo pomembne. Saudova Arabija, Turčija in Pakistan sporočajo, mi smo prihodnost muslimanskega sveta, ne Iran. Mi. Saudova Arabija v resnici ne ve, kaj se bo zgodilo z Iranom. Režim je oslabljen, vendar še ni padel. Vojna bi se lahko končala v 1 letu, ali pa bi lahko trajala še desetletje. Iranski voditelji postavljajo vse bolj skrajne zahteve. Zahtevajo, da se Hormuška ožina ponovno odpre kot pogoj za kakršnakoli pogajanja o premirju, kar pomeni, da so pripravljeni ohraniti blokado za nedoločen čas, namesto da bi se pogajali. In žal to ni vedenje režima, ki bi se pripravljal na popoln umik. Toda Saudova Arabija ne zavaruje svojih interesov le zaradi morebitnega iranskega kolapsa. Zavarujejo se tudi pred možnostjo, da Iran preživi in da to postane dolgotrajna pad pozicija. Medtem ko se Meški pakt gradi kot vojaško sredstvo odvračanja, hkrati potekajo prizadevanja, da bi Saudska Arabija popolnoma odpravila svojo odvisnost od Hormuške ožine. In ko rečemo Saudska Arabija, mislimo na celoten Bližnji vzhod. Razvijajo se nove pomorske poti, ki obidejo Iran. Gradijo se novi naftovodi, ki bodo omogočili prevoz nafte po kopnem namesto skozi ozka grla, ki jih lahko Iran blokira. Gradijo se novi gospodarski koridori, ki povezujejo Saudsko Arabijo s širšim svetom, ne da bi bilo treba prečkati vode pod iranskim nadzorom. Pripravljajo se na vse možnosti, vendar ne stavijo na en sam izid, vključno z vojaško zvezo za odvračanje Irana, če Iran ostane močan. Gradijo infrastrukturo za obvoz Irana, če režim v Iranu ostane na oblasti, a ostane sovražen, ter postavljajo ki bo prevzelo oblast, če Iran dejansko pade. Saudova Arabija hkrati gradi 3 različne prihodnosti. Čeprav to zveni dobro, ne pozabite, da se s tem krepijo sovražniki Zahoda. To je nov, bolj prefinjen sovražnik, tak, ki se pretvarja, da je prijatelj, zaveznik, na strani Zahoda, a je v resnici zelo daleč od tega. Pakistanski obrambni minister ni izkoristil podpisa tega sporazuma, da bi govoril o obrambi pred Iranom. Seveda ga je izkoristil za neposreden napad na Izrael. Izrael je označil za nelegitimen in za produkt Balfourjeve deklaracije, ter pozval muslimane naj oblikujejo enotno vojaško fronto proti Izraelu. Dejal je, dokler palestinsko vprašanje ne bo trajno rešeno, se jim mora islamski svet enotno zoperstaviti. Vidite, pravi, obraz tega sporazuma se začenja razkrivati. Retorika je eno, vendar so pomembna tudi dejanja, ki sledijo, saj resno mislijo. Turško zunanje ministrstvo je dejalo, da je ta sporazum tehnično enak 5. členu NATO, klauzula o medsebojni obrambi. Dejal je, da bodo oblikovali ministerske odbore, podobne tistim v NATO. Dejal je, da bo generalni sekretar s sedežem v Saudski Arabiji. Dejal je, da bi se Egipt lahko pridružil, ko bodo tehnična vprašanja rešena. Dejal je, da sporazum ni usmerjen proti Iranu, ampak je osredotočen na varnost Rdečega morja in preprečevanje napadov Hutijev.
Hutiji so seveda pod vplivom Irana. Delajo na tem, da to razvijajo. Res je, še ni izvedljivo, ampak to je cilj. Vendar pa poslušajte podton, ker želijo, da se osredotočite na napačne stvari. Pakistan nakazuje, da je ta pakt, čeprav je predstavljen kot obrambni, v svojem jedru pravzaprav protiizraelski in protizahodni. Zanimivo časovno sovpada s tem, da je Trump napovedal, da bo pridobitev jedrskih zmogljivosti Savdske Arabije odvisna od njihove pridružitve sporazumom. Ne, ni zanimivo časovno sovpadanje. Tudi Turčija ni sramežljiva glede svojega stališča do Izraela ali Zahoda kot celote. Turčija kot članica NATO sodeluje pri vzpostavitvi varnostnega okvira, ki je izrecno ločen od NATO, z lastno poveljniško strukturo in odločevalskim aparatom. Naj bom zelo jasna. Zahodno zavezništvo zdaj vključuje državo, ki ni samo izrecno nastopila proti Zahodu, ampak tudi gradi ločene vojaške strukture z državami, ki se izrecno postavljajo proti Izraelu. In vsi veste, da Izrael pomeni Zahod. Turčija sedi v obeh taborih hkrati. Pakistan počne enako, igra na obe strani, Kitajsko in ZDA. In mislim, da ni pretirano reči, da nam prijatelji Savdske Arabije veliko povedo o Savdski Arabiji. Mislim, če želite videti, v katero smer gredo, si samo oglejte nedavni konflikt Zaje. Zaje je zelo jasno pokazal svojo smer. Njihova povezava z Zahodom, z Izraelom, njihova podpora. In Savdska Arabija je zdaj v vojni z njimi. To nam pove vse, kar moramo vedeti. Ta sporazum pravno ne zavezuje nikogar, da karkoli stori. Takšne vrste zavezništev potrebujejo leta, da dejansko razvijajo operativne zmogljivosti. Vendar tudi mi zelo daleč. Turčija že ima vojaške odnose z obema državama. Pakistan je v Savdsko Arabijo napotil tisoče vojakov. Imajo že obstoječe obrambne vezi. Ta napoved teh vezi ne ustvarja, ampak jih formalizira in nakazuje, da se lahko in se bodo razširile. Če bodo te tri države dejansko vzpostavile integrirane poveljniške strukture, skupni obveščevalni sistem in usklajene odzivne mehanizme, potem gledamo na vojaško zavezništvo, ki je kratkoročno izrecno proti Iranu, vendar pa dolgoročno izrecno proti Izraelu in proti zahodni prevladi pod vodstvom Turčije, ki je hkrati del NATO, kar pomeni, da je sodelovanje z njimi res zapleteno. Ja, seveda, lahko bi bilo povsem performativno. Način, da pokažejo, kako močni so, medtem ko jih je v resnici strah. Način, da pokažejo moč Iranu brez prave vsebine v ozadju. Toda bistvo te napovedi je v podtekstu, kako se postavljajo za prihodnost. Tehnične podrobnosti tega, kar počnejo, so manj pomembne. Čeprav javno ne razglašajo pravih razlogov za Meški pakt, je to precej jasno vidno. Seveda je uradna razlaga ta, da čeprav tega ne radi priznajo, je strah pred Iranom resničen in poskušajo preprečiti nadaljne napade, kar je trenutno prednostna naloga in je tudi legitimno, kaj ne? Priprava infrastrukture za obhod Irana, če bi ta konflikt postal dolgotrajen napad pozicija, je prav tako prednostna naloga. Poleg tega pa je smiselno, da si zagotavljajo možnosti za prihodnost in utrjujejo svoje zavezništva. A vendar je najpomembnejši razlog, ki ga ne omenjajo, ta, da se vse tri države pripravljajo na možnost, da bo moč Irana še naprej upadala in želijo si zagotoviti, da bodo, ko se to zgodi, Savdska Arabija in njene zaveznice, ne Iran in ne Zahod, so tiste države, ki bodo prevzele nadzor nad tem prostorom, ki ga želijo nadzorovati. Doba, ko je ena sila nadzorovala Bližnji vzhod, se končuje. Združene države se iz garanta na tem območju spreminjajo v integratorja, medtem ko sile Bližnjega vzhoda gradijo lastne varnostne arhitekture. Diverzificirajo svoje partnerstva, gradijo vzporedno infrastrukturo in se pripravljajo na več možnih prihodnosti. Regionalne sile se učijo preživeti brez odvisnosti od enega samega zunanjega garanta. Sodelovale bodo z Zahodom, a bodo sodelovale tudi s Kitajsko. Sodelovale bodo z Rusijo, sodelovale bodo med seboj, vendar pa ne bodo izključno odvisne od nobene izmed njih, kar jih naredi za zelo nevarnega partnerja. Ali bo ta pakt dejansko postal operativen, ali bo vključeval pravo vojaško usklajevanje, ali bo vloga Turčije zapletla NATO, to so stvari, na katere moramo biti pozorni v naslednjih 2 do 3 letih. Države Bližnjega vzhoda se premikajo proti večji neodvisnosti, pa tudi večji moči in nadzoru. Čeprav se morda sliši dobro, nikoli ne smemo pozabiti, kaj je smisel vsega tega, v kaj verjamejo, kakšna je njihova naloga v svetu kot islamisti. In čeprav so jim zahodne zveze dolgo služile, morda vstopamo v čas, ko to ne bo več držalo. Kaj to pomeni za nas, zahodnjake, ki to spremljamo? No, to nas opominja, da posredovanje ZDA na tem področju ni povsem neumna ideja, kot bi vam mediji morda želeli prikazati. Ampak da pomen kazanja moči in odvračanja na Bližnjem vzhodu ni več povezan samo z Iranom. Gre za prihodnost. In čeprav ima Izrael Boga na svoji strani, ko se te države oddaljujejo od ameriške podpore in prehajajo k lastni zaščiti, je jasno, da mora tudi Izrael storiti enako in imeti oči na široko odprte, da si zapomni, da je bil Iran morda velika grožnja, vendar obstajajo tudi druge. Sem Ir Jerke in se vidimo naslednjič.